Spoštovane gostje, spoštovani gosti, v imenu nocojšnjega gostitelja, gospoda župana Mateja Slabarja, vas lepo pozdravljam ob državnem prazniku. Ob dnevu, ko ob 31. obletnici razglasitve samostojne Republike Slovenije slovesno plapolajo slovenske zastave in odmevajo zvoki slovenske himne. Spoštovani, v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever vam želim prijetno nadaljevanje vaše svečane prireditve ter prijetno druženje vseh nas, ki z ustrezne distance in razumno ter tam, kjer je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega naroda v prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije. Prav je, da se zavedamo, kdo smo in kaj so nam priborili naši predhodniki. In prav je, da se zavedamo uspehov ter razvoja naše lokalne skupnosti. Zato prisluhnimo našemu nocojšnjemu slavnostnemu govorniku, županu občine Kamnik Mateju Slabarju. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, dragi gostje, dragi gosti, lepo pozdravljeni na nocojšnji prireditvi ob 31. obletnici naše domovine Republike Slovenije. Kot država smo izjemno veliko dosegli v teh 31 letih. Dvakrat smo predsedovali Evropski uniji, postali smo člani najpomembnejših svetovnih organizacij, kot so NATO, Organizacija združenih narodov, Evropska unija. Na športnem področju dosegamo vrhunske rezultate in ni ga športa, v katerem ne bi bil kdo od Slovencev v samem vrhu. Izjemne uspehe dosegamo tudi na kulturnem in znanstvenem področju. Pogumni in sposobni podjetniki so v teh 31 letih zgradili uspešna podjetja, ki jih lahko prodajo za več 100 milijonov evrov, saj se kupci zavedajo, koliko podjetniškega znanja in poguma je zbranega v njih. A letošnje leto nas je po 2 koronavirusnih letih, ko smo videli, kako pomembni sta zdravje in solidarnost med ljudmi, naučilo, da ne smemo pozabiti še ene temeljne vrednote človeškega življenja, to je mir. Kako pomemben je mir, se zavedamo šele, ko na območju obrobju Evropske unije divja kruta vojna. Mir pa je ključen za življenje ljudi. Kot vrednoto ga prepogosto razumemo šele, ko vidimo vojna grozodejstva. Mir nam omogoča, da lahko s svojo ustvarjalnostjo poskrbimo za dostojno življenje vseh nas. Mir nam omogoča, da lahko pogledamo v prihodnost. Zaradi vojne v Ukrajini in kot posledica epidemije se vsak dan soočamo z večjo draginjo. A tako kot je naš rojak, general Rudolf Meister, pred 100 leti znal pogumno gledati v prihodnost in se ni ustrašil niti izzivov, niti negotovosti, niti temnih napovedi o številčni premoči nasprotnika, tako tudi v občini Kamnik smemo in zmoremo pogumno gledati prihodnjim izzivom naproti. Z veseljem namreč ugotavljam, da smo tako kot Republika Slovenija tudi v naši občini na mnogih področjih ustvarili izjemne uspehe. Na dosežke zadnjih let sem še posebej ponosen zato, ker smo jih zmogli skupaj izpeljati kljub razmeram v času epidemije koronavirus. Dovolite mi, da naštejem nekatere projekte zadnjih let, ki bodo prinesli koristi tako nam, kot prihodnjim generacijam, našim otrokom in njihovim otrokom. Začeli smo z gradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta, ki bo ena najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji. Prenova infrastrukture je ena od strateških nalog občine Kamnik, kar smo dokazali s prenovo znatnega dela cestne infrastrukture, pločnikov in varnih šolskih poti. Posodabljamo vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo. Naša vizija je, da kar največ odpadnih voda odvedemo v centralno čistilno napravo Domžale Kamnik. Odkupili smo nepremičnine na strateško pomembnih območjih, torej zemljišča na južnem delu Smodnišnice, predstavljajo velik potencial tako za razvoj kulture, športa, podjetništva, gospodarstva in turizma. Območje stare klavnice na Usnarski cesti bo odprlo nove priložnosti.
Kulturna dvorana na Duplici, igrišče Vila Duplica in drugi strateški nakupi so pomembni za razvoj naše skupnosti. V občini Kamnik vlagamo tudi v infrastrukturo, ki je namenjena trajnostni mobilnosti. Gradimo namreč kolesarsko povezavi do Godiča in do Ljubljane. Prenovljeni so bili peroni, postajališča za vlak, na Grabnu pa smo zgradili tudi park and ride parkirišče, na našo kamniško progo pa je pripeljal nov, modern Štadlerjev vlak. V Kamniku že 3. leto deluje sistem koles Kamkolo, s projektom Prostofer pa smo se vključili v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Ker se zavedamo, da v Kamniku marsikje primanjkuje parkirišč, občina pridobiva potrebno dokumentacijo tudi za umestitev garažne hiše v prostor. Na parkirišču pri zdravstvenem domu Kamnik in šolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik je v prihodnosti namreč nujno potrebno zagotoviti dodatne kapacitete. Zgrajen je bil tudi modern zbirni center v Suhadolah, energetsko pa smo sanirali stavbi policije in Doma kulture Kamnik. Vse sile smo usmerili v zavarovanje vodnega vira Iverje. Dela na vrtinah so se že začela in bodo zagotovila dodatne količine pitne vode, kadar se bo zmanjšal pretok vode iz Kamniške Bistrice. Tudi ureditev odpadnih voda iz vodovarstvenega območja nad Iverjem je ena izmed temeljnih prioritet naše občine. Še bi lahko našteval, še veliko je projektov, ki prispevajo k dvigu življenjskega standarda v občini Kamnik. Veliko začrtanih ciljev je izpeljanih, vendar je pred nami še mnogo izzivov, ki se jih veselim. Upam, da bo tudi zdajšnja vlada imela posluh za razvoj na lokalni ravni, kot ga je imela prejšnja. Želim si, da bi s takšno vnemo nadaljevali skupaj v sodelovanju in usmerjenosti k skupnemu cilju, da bi skupaj gradili razvojno pot naše občine. Od Motnika in Špitaliča do Podgorja in od Črnivca, Kamniške Bistrice do Volčjega potoka. Želim si sodelovanja in povezovanja na naši lokalni ravni. Zato hvala vsem občinskim svetnicam in svetnikom, ki se zavedate, kako pomemben je razvoj naše občine in ste to pripravljeni podpirati. Hvala tudi podžupanoma za projekte in za skrb za njihovo izpeljavo. V tej priložnosti še enkrat iskrena hvala Kamničankam in Kamničanom in pa vse najboljše ob 31. rojstnem dnevu, pa predvsem tebi, domovina, samostojna Republika Slovenija. Hvala. Vrnil sem se iz tujine domov in se naslonil ob bok gozdov. Nad vsemi rodovi se dani, vse se prebuja, da zaživi. A narod molči. V soncu se danes bleščijo bajoneti. Ali poglej, tudi ti bajoneti bodo padli. Moje srce, naše srce je gnano od godbe. Je gnano od godbe, ki nas pričakuje na Rdeči obali.